Si se kdaj počutil oziroma počutila kot prevarantka v svojem poslu? Recimo ljudje ti čestitajo za nek dosežek, te pa si zdi, da si ne zaslužiš tega, da je bila to v bistvu samo v navednicah sreča. Ali pa se dobiš, da zavlačuješ, kljub temu, da veš, kaj imaš za narediti. Imaš načrt, imaš znanje, imaš voljo, ampak kar odlašaš s tisto prvo nalogo. Ali pa obratno, imaš en kup nalog, vse se ti zdi nujno, skrbi pa te, da ne zmoreš vseh teh odgovornosti. Mogoče konstantno dvomiš vase in te ne glede na uspeh skrbi, da nisi zares toliko dober. Ali pa ne upaš računati toliko, kolikor si vreden oziroma vredne, ker se bojiš, da bojo šle stranke drugim. Težko rečeš ne, ker ne želiš nikogar razočarati. Ok, se bom nehala. Danes bo govor o temi, s katero se mnogi med nami spopadamo, a o njej ne govorimo. Zaupanje ali njegovo pomanjkanje v poslu. Zanima me, zakaj do teh težav prihaja. Kako se odvaditi dvoma vase? Od kje sindrom prevaranta in odlašanje ter kakšno vlogo igrajo samozavest, pogum in lastna vrednost? Odkrijmo, zakaj to počnemo in kako se tega rešimo. Z mano je organizacijska psihologinja in coach dr. Sabina Đuvelek. Sabina, Jaz sem ful vesela, da si danes tukaj. Tudi jaz. Najlepša hvala, ker si se odzvala. Zelo na hitro sva se našli, pa da ne bova tratile časa, ker mislim, da imava za povedati. Ja. Bi te najprej povabila, da poveš, kdo je Sabina. Zdaj, mi je napovedala si mi to vprašanje, pa sem tako, bom se pripravila, pa se nisem. Ne? Tako da, kdo sem? Človek v prvi vrsti, tako z zelo jasnimi vrednotami, bi dala kar na prvo mesto svobodo, pa zdravje, pa vedno bolj prihaja v ospredje prijaznost. Tako do sebe, kakor do drugih. Kar se tudi malo navizuje na tematiko najnega pogovora, kako biti prijazen do sebe, kako v bistvu prek tega, ko nehaš sebe soditi za določene stvari, si lahko tudi bolj prijazen in toleranten do drugih. Vidim, da mi to postaja starejše, ko sem vedno bolj pomembna vrednota, tako da bi se tako definirala. Vse ostalo si pa že ti povedala v smislu predstavitve. Cool. Deva pa res začeti s temo, ki sem me napovedala. Pa mogoče za začetek, tako da dava najprej v nek koncept oziroma okvir te pojme, ki se bodo čez pogovor največkrat pojavljala. Ne? In sicer, kako opredeliti samozavest, lastno vrednost, pogum in kako so povezani med sabo. Aha, tako preprosto vprašanje. Preprosto. Kako so povezani, ali pa deva reči, da ne bomo, kako so te trije povezani med sabo, mogoče kako so povezani s poslovnim uspehom. Bolaži. Se mi zdi, da si naredila malo bolj kompleksno. Okay. Sorry. Ni panike. Se pravi, jaz bi začela z občutkom lastne vrednosti. Kaj to pač, kot sama beseda pove, kako ti samega sebe vidiš, kakšna so tvoja prepričanja o tebi. A si ti vreden ljubezni, nisi vreden ljubezni. Ali si pogojno vreden ljubezni. In če ja, pod katerimi pogoji. A si vreden spoštovanja, nisi vreden spoštovanja, od koga si vreden spoštovanja, pod katerimi pogoji. In niti ni tako pomembno, kaj si o tebi mislijo drugi, ampak kaj ti misliš o sebi. In se mi zdi zelo zanimivo, ker si imela tudi sindrom prevaranta, ki se dogaja zelo veliko v ozadju, kaj oseba misli o sebi. Se pravi, jaz o sebi mislim, da nisem dovolj dobra, ne glede na to, da sem mogoče najboljša strokovnjakinja na svetu za določeno področje. In ravno zaradi tega, ker mislim, da nisem dovolj dobra, se toliko ekstra trudim, obrambni mehanizem je v ozadju nadkompenzacije in zato, ker se jaz toliko trudim, sem tudi toliko dobra. In zato, da noben ne bi odkril, da dejansko nisem toliko dobra,
se še toliko bolj trudim in potem mi noben ne pride blizu. Ne? In je zelo povezano, sindrom prevaranta pa občutek lastne vrednosti, ker ni nujno, da nizek občutek lastne vrednosti je enako slab uspeh v poslu ali pa v življenju. Mogoče bo zaradi tega oseba se še ekstra toliko bolj trudila, pa bo dosegla boljši rezultat kot mogoče nekdo drug, ki ima višji občutek lastne vrednosti, samo kakšno ceno bo treba plačati. To je pa vprašanje. Ti je visoka, že iz tega, kar si povedala, ne, da se toliko bolj trudiš, da dokažeš, da si vreden. Ja, gre se za ta proces pol dokazovanja, ne, ker v ozadju pri sindromu prevaranta je strah. Ne. Strah, da mi ne bo ratal, strah, da ne bom toliko dobre pri tem, kar počnem, strah, da me bojo razkrinkali, strah, da bom izgubila to svojo najboljšo in prvo pozicijo in to na osebo kreira ogromno enega pritiska. Ne, ogromno enega pritiska, ogromno nekega stresa, notranjega stresa, ki ga mi povzročamo sami sebi. Prek tega notranjega dialoga, ki ga zavedno ali pa nezavedno imamo sami sabo. Ja. Tako da je ful pomembno, da znamo to tudi ozavestiti in potem na podlagi tega sami sebi dati določena dovoljenja in na tak način tudi sprostiti ta notranji pritisk, ker potem slej ko prej pride, to je vsaj moja interpretacija, telo ti pove, da se tako ne gre več. Ne? Gabor Mate, če poznaš, ne? Ljubim ga. Ja, mislim, da je ogromen premik tudi naredil. When the body says no, ne? Ko telo reče ne in če nočeš glave poslušati in ozavestiti svojih misli in dejansko prisluhniti temu, kakšen dialog imaš sam s seboj, ti bo pol telo povedalo v eni točki, jaz tega več ne grem. Tako da to bi bil občutek lastne vrednosti. Potem greva naprej. Lahko sami skočim še z enim vprašanjem, ki mi je priletel zdajle. Sorry, to se ne dela. Vse je tvoj podcast. Kaj pa, recimo, veš, imaš pa ljudi, ki funkcionirajo po načelu, če se jaz z glavo zmenim, glava zmore vse. Telo gre za mano. Dokler telo ne reče ne. No, sej. Ja, in pa pride do izgorelosti, ne? Vse to bo najbrž še se dotaknilo. Lahko mi marsikaj, ne? Sam za kjero ceno. Pred začetkom sem tudi delila svojo zgodbo, kako je meni glava je rekla, da tole bomo, ustavili se ne bomo, zdaj gremo na vse ali nič. Ne? In to je tudi v ozadju perfekcionizma je konkreten driver, bodi popoln, be perfect, ki je povezan z občutkom lastne vrednosti na način, jaz sem ok, če je vse narejeno popolno. Se pravi, kaj je standard? Standard ni tako dovolj dobro, 90%, 100%, ne more biti popolno. To že v osnovi tak pritisk kreira oseba sama nase. Tudi, če recimo pride, ne vem, šef do tebe, ali pa ne vem, tvoj partner, sodelavec, kakorkoli, v redu je. Se ti ne moreš ustaviti. Se ti ne moreš ustaviti zaradi tega, ker ti veš, da ni toliko v redu, kot bi mogel biti. In zakaj ne? Zaradi tega, ker enačiš svoje delo ali pa kakovost dela, ki ga opravljaš, s svojim občutkom lastne vrednosti. Kar ni isto. Ne? Prva stvar, ki se mora zgoditi, je razdružiti to. Tudi, če bomo dala najbolj bedno poročilo na tem svetu, ali pa če bo ta podcast najslabše gledan od vseh tvojih podcastov, so what? Jaz sem še zmeri vredna ljubezni in vredna spoštovanja in imam kaj za ponuditi and I'm okay. Ne to, da v bistvu sam sabo rešiti. Sliši se preprosto, ne? Sliši se preprosto, je pa v tem, kaj zadeva zakoreninjena še v otroštvu. Kdaj se začne razvijati občutek lastne vrednosti v otroštvu in je predvsej povezan tudi s tem, kakšno sporočilo dobivamo tudi mi od naših staršev ali pa starševskih figur. Ne? Lahko so to kakšni trenerji, stari starši, lahko so tudi kakšni sorojenci. Ne? In recimo, kakšno bi bilo, da gradi lastno vrednost? Mislim, da dela na tem, da bo... Recimo, bom eno anekdoto delila, pa povem še malo več o togi pa razvojni miselnosti. Pol se pa lahko še ti spomniš, da nisva povedala še glede samozavesti, pa poguma. Kar je bilo tvoje prvo. Vse bo pod kontrolo. Ne, pod kontrolo, to je recimo tudi značilnost perfekcionistov. Nisi edina. Ne. Okay. Kjer sem zdaj vprašanje odgovoriti? Bom povedala anekdoto najprej. Recimo,
recimo, da sem jaz stara 4-5 let in narišem eno risbico in sem ful vesela, ful rada ustvarjam, ful rada rišem. Ti si moja mami v tem scenariju. Okay. In ti jaz prinesem to risbico za pokazati in jo ti pogledaš in mi komentiraš, da sonce ni zeleno. Da sonce je rumeno. Pa si imaš prav, ne? Sonce je rumeno, sam jaz sem ga pač narisala zelenka. Jaz, vse, kar sem si želela s tvoje strani, je kaj? Pohvala. Ja. Sam da mi rečeš, da je ta slikica lepa, itak bom jih še 5 narisala danes. Razen, če mi bo nekdo ubil duha. V glavnem, in kaj jaz naredim, vzamem risbico, grem nazaj, narišem še eno in narišem sonce rumeno, rahlo manj vesela ti jo prinesem, ne, in ti me pa tokrat pohvališ. In jaz sem stara, 4 leta in kjera je moja logika? Ja, da se moram bolj potruditi, ne? Ne, jaz moram pravilno narediti. Sonce je tako, uno je nekaj drugega in drugačno, skratka, vse ima neke svoje standarde in pravila, kako bi mogli biti. In vidim, da če bom sledila tem standardom, če bom sledila tem pravilom, potem bom od ljudi, ki so mi pomembni, dobila pohvalo. In par let v prihodnost, ne, grem pa v šolo, tam se pa začnejo potem že ocene. In katero oceno si mati moja želi za mene? Povejte, mati. Ajde, da ne bom toliko tečnala. Lej, ena dobra 4, ne, ampak mogoče, veš, če bi se mičko bolj potrudila, bi bilo pa 5, ne. Ja, ni mogla iz svoje kože. Buče, ja, se poznam. 5, ne, pa itak je pa meni že jasno, da edim 5 je dovolj dobra. Ker je sonce moglo biti rumeno. Pa mogla sem biti urejena, pa nisem se smela umazati, pa pa... Ne, moj bog, ti to v mojem otroštvu govoriš. Ne, ampak je pa v bistvu podobna logika. Vsi starši itak hoče najboljše tudi za svoje otroke, pa tudi starši imajo določene svoje gonila oziroma driverje, ki jih potem sistematično prenašajo na otroke. Ker kaj še fora, da smo še ponosni na svoje driverje. Ne? Se pravi, ti si ponosna na to, kako je prostor lepo urejen, kako so lepe te rožice, kako vse štima, kako je vse organizirano, pripravljeno in tako naprej. Ti si še ponosna na to. In je v redu. Kar ni v redu, je, ko gremo preveč. A se ti ne zdi več? A veš kaj? Ne, ugotavljam zdaj, kad te poslušam, da ne čutim ponosa ob tem. Ampak meni je to tako mora biti. Standard, ne? To je standard. Ja, se to bi bil perfekcionist po definiciji, ne? Oseba, za katero je edino perfektno dovolj dobro. Ampak, kje boš ti ujela perfekcijo? Saj tudi to ni perfekten, da se razumemo. Imam še eno anekdoto. Jaz sicer plešam, ne? In tako hodimo potem... Po različnih festivalih in enkrat sem imela cimro, ne bom razkrivala valjda imen, ne, in jaz imam delovni stil pohiti, kar pomeni, tako da se danes ekstra trudim, da počasi govorim, da bo to bolj poslušljivo, ampak v osnovi se pa tudi za ta festival hitro zrihtam, se odločim, kaj bom oblekla, se namažem, pol ure nimam kaj delati, ne. Bila sem pa cimra z eno, in se pač midve se začneva istočasno pripravljati, jaz se že zrihtam, si vmes naredim eno pijačo, spijem to eno pijačo, pač... Odrito, ne? Ja, itak. Rum cola, no, se bom kar povedala za javnost. Tako je, Cuba Libre, bolj fancy. In spijem eno pijačo in ona pač ni bila niti blizu še tega. In jaz sem pač malo presinga začela na njo izvajati in... Dej no, a boš, ne, ko sem jo hotela počakati, sem hotela biti solidarna, potem pa sem ugotovila, da ne boš to tako hiter, ne. Kako sem to ugotovila, ker je ona meni rekla, you cannot rush perfection. Sem pa tako, to bo še 1 ura trajala zihar, mene bo trigirala ona totalno, ne, in bom prišla čisto besna dol na zabavo. Zakaj jaz zdaj že ne grem, ne, in pa sem sama sebi dala dovoljenje, da grem in ona pač, ko se je izrihtala, je prišla dol in je bilo vse v redu. Ampak tako, you cannot rush perfection, ne, to je bil ta zaključek, ker perfection takes time, perfection takes energy. But it's never ending story, ne. Točno to. In kje je perfekcija? Ne, ker to, da jaz naredim eno nalogo na dovolj dobro, dajmo reči, da meni ta naloga vzame 2 uri. Da jaz to isto nalogo naredim popolno, to je še plus vsaj 2 uri. Realno. Pa vprašanje, a bo kdo videl razliko med
80% pa med mojih 100 oziroma 110%. Sam meni šlo pa ful velike energije. Ampak zato, ker imam tudi potrebo, da so vse stvari narejene, bom delala še toliko več kot drugi. Ne? In zato lahko pride do sistematičnega izčrpavanja telesa in izgorelosti in burnouta in vsega tega. Kaj je razlog? Razlog v ozadju je, se pravi, to moje nezavedno prepričanje, vkolikor še ni bilo ozaveščeno, da sem jaz ok, samo ko so stvari narejene na točno določen način. Pa da sem jaz ok, ko imam vse pod kontrolo. Pa da sem jaz ok takrat, ko točno vem, kaj se bo zgodilo. Ne, ker to so vse značilnosti perfekcionizma. Ne? Ker jaz, ko vem, kaj se bo zgodilo, se lahko na to pripravim. In ker noben ne bo tako ruminiral glede različnih razmišljanj, no? Glede različnih scenarijev, kaj gre lahko narobe kot perfekcionist. Zakaj ima tako potrebo po temu? Da kontrolira, da nadzoruje v bistvu končni rezultat lahko. Ne? Da nadzoruje končni rezultat, ki pa mora biti popoln. Ne? Ker, kar mi je še najboljši del, tudi če daš perfekcionistu eno nalogo za delati, prvič, kakšni so standardi? Ja, da mora biti popolno, ne? Že isti, že v prvo, ne? Ja. Mislim, totalno nerealno. V bistvu, če tako pomisliš, res. Pa ful enega pritiska kreirati nase. Mislim, zakaj? Zakaj? Saj noben ne pričakuje tebe, da bo že v prvo popolno. Ampak nima veze, kaj drugi pričakuje. Važno je, kaj ti pričakuješ. To je to, ne. Jaz sem kar nekaj let vodila skupinske tečaje, kjer so se pač dekleta srečevala prvič z nekim delom. Gre za res pač precizno delo, ne, podaljševanje trepalnic recimo, ali pa vihanje trepalnic, kar pomeni, da imaš opravka res tako drobnimi dlačicami, da Bog pomaga. Ne. In sem vedno rekla, ker jih prepoznaš, kje so tiste, ki ne bodo zadovoljne zlepa s tem, kar so naredile. Tako da sem se naučila, da sem v bistvu skupini že na začetku povedala, glej, danes bo popolno za prvič, naslednjič bo popolno za naslednjič. Ampak, veš, vse to zlahka poveš drugim, sebi težko, po drugi strani pa tudi tista, ki je to slišala, ne moreš sprejeti tega tako. Ful je težko. Ful ne gre. Jaz pa podobno naredim, recimo, jaz pa izobražujem na področju coaching veščin. Tako da sploh nočem narediti na začetku prvo demonstracije, da vidijo mene, kako delam, zato ker vem, da se pa fiksirajo na to idejo, da tako bi pač mogli biti. Dobro, jaz delam 15 let že coachinga, veš, ti si pa tukaj prvič, ni šans, da bo tako. In zakaj bi te dajala sploh v ta stres? Tako da preskočim demonstracijo, razložim strukturo, dam 3-4 ključne smerice in jim pa povem, da bo to njihov najslabši coaching ever. In pa me ljudje tako gledajo, rahlo zgroženo, tako kot ti imamo zdaj, ne? Aha, ti še razmišljaš zraven. Da bo to vaš najslabši coaching, ne, ki ste ga kdaj naredili. In tako šokira, to ful šokira. In vsi ostali od tukaj naprej bo to boljši. Ker se boste vi sistematično trudili, da boste eno pa po eno stvar izboljševali. Tako da ne se sekirati, kar bo pa bo. Tako kot prva palačinka, pač probite. Malo bolj mastna, pa debela. Ja, pač, una je noče noben pojesti. Ja, zato. Sam jo je pa treba dati od sebe, zato da greš potem lahko na pot razvoja. In ena stvar, eno mantro, ful rada dam, recimo tudi ljudem, ki pridejo k meni na coaching, pa rešijo pa ta vprašalnik delovnih stilov, ugotovimo, da je Be Perfect, se drugače pa Be Perfect prepozna že, kako so zrihtani, kako nič ni pomečkano, robavi so lepo urejeni, nič ne štrli kar nekje. Ne. Pač jaz recimo, ko imam delavnico, točno vidim, kdo ima kjer delovni stil. Ne. In mi je... Ja, in mi je ful zanimivo, ne, da jim tudi dam eno mantro. Progress, not perfection. A je bil ta tvoj poskus boljši od tvojega prejšnjega? Ja. Top. Ok. Naslednji poskus. Kaj boš pri naslednjem izboljšala? Kaj boš pa ohranila? In tako oseba potem sistematično lahko sami sebi, lahko se reprogramiramo, ne? Ker če smo se v otroštvu mi s to svojo simplistično logiko programirali, da edino če tako naredim, sem dovolj dobra oziroma sem ok, pa se jaz lahko tudi reprogramiram. S tem, da če zdaj sem začela proces reprogramiranja pri 35, pač se ne bo zgodil čez noč, ne, bo treba sistematično najprej ozavestiti svoje misli,
Mim grede 60-70% misli, ki jih mi imamo, so ponavljajoče se. In veliko teh misli je negativnih in nekonstruktivnih. Tako da je ful dobro, če se osredotočimo na to, kako se sploh pogovarjamo sami s sabo. Kakšne stvari, ki jih sebi rečemo, jih nekomu drugemu nikoli ne bi. Zagotovo. Ko si ti neumna, kakšna si ti, kera krava, ne? Kako lahko tako sploh razmišljaš, ne? Kaj tebi ni jasen, ne? In pol to slišiš samega sebe, kad drugemu ne bi tega rekel, ne? In pol tako, ok, pa vse je v redu, progress not perfection. Kaj lahko naslednjič? Ker jaz lahko z notranjim dialogom same sebe tudi zelo močno vplivam na svoje čustva. Ker če sem jaz zdaj naredila eno situacijo, da moram reči, da sem nekaj zafrkala in jaz to opazim in tako, kako se lahko to meni zgodilo, koliko sem neumna, vsi bojo zdaj to opazili, noben me več ne bo cenil in spoštoval in dramatiziram, ne? Kako se jaz počutam zraven? Ja, beden, ne? Ja. Čudovito čustvo, ne? Pač jeza, strah, frustracija, razočaranje, mogoče krivda, skratka, sama neprijetna čustva. Jaz pa lahko isto zafrknem in rečem pismo, to si res zafrkala, ne? Ok. Kaj si se zdaj iz tega naučila? In pa si odgovorim. Sočutje do sebe, ne? Malo več sočutja, ja. Lahko se pa vprašam, kaj lahko narediš, da naslednjič tega več ne bo? Ok, prav, zrihti. Move on. Ne? Da nisem zdaj v tem procesu ruminiranja in pogrevanja. Mimogrede, ruminacija je en proces, kjer podoživljaš in ruminiraš ene in iste stvari, izhaja pa iz izraza ruminare, kar pomeni prežvekovati. Pride od krav, ne? Ker kako krave jejo? Ja, žvečijo. Žvečjo. Prežvekujejo. Mislim, da imajo 4 želodce, popravite me, če se motim, ampak one prežvekujejo, dajo v prvi želodec, pa bruhajo si v usta. Hvala. Pa to še malo prežvekujejo. Pa še enkrat pogotnejo. Pa ponovijo, še enkrat si bruhajo v usta in še prežvekujejo. In to je to, kar se rado tudi dogaja perfekcionistom. Pa ne samo perfekcionistom, tudi širše, ampak tako, kaj bi mogla, zakaj bi mogla, pa kako sem lahko to, pa just let it go. Si, kar si, kaj boš naslednjič boljš ali pa drugače. Bruhaš si usta, Sabina, to je tako odlična primerjava tega negativnega self-talka, da si sam sebe bruhaš v usta, da če pa to ne pomaga zdaj. A ni ogabno? Ogabno je, ampak točno to si But why would you do it, a ne? Oh my God. Pa ženske smo ful bolj nagnjene k temu. Itak. Greva nazaj še na pogum pa samozavest. Ok. Veš kaj, to sem hodila sam še dodati, ali pa da to si lahko daš, toga pa razvojna miselnost, da se še tega malo dotaknemo. Točno. To bi hotela sam še dodati za čustva, se pravi, ta situacija, kjer jaz ruminiram in v bistvu moje misli definirajo pa tudi moje čustva in moje čustva definirajo moje vedenje. Zdaj pa, če pa jaz imam ta monolog sama sabo, ok, kaj si se naučila, kaj boš naslednjič drugače, so pa čisto druga čustva zraven. Je pa, ne vem, neka želja po razvoju, je pa bolj radovednost, se lahko da še zmeri občutam določeno mero, ne vem, teh neprijetnih čustev, kakšno jezo, frustracijo in tako naprej, ampak je več teh prijetnih čustev. Ne? In potem grem jaz bolj lahkotno in z bistveno manj pritiska v neko vedenje. In lahko da bom v bistvu dosegla podoben rezultat kot v prvi situaciji, samo moja pot do tja bo čist druga. Energijo, ki jo bomo dajala od sebe, bo čist druga in to, kako bom jaz sodila druge, bo tudi drugačne, ker kdo najbolj sodi druge, je pač tisti, ki je najbolj strog do sebe. Ja, kako ima zdaj ona te lase, ne? Kako oni so v redu? Ja, ne, ali pa kako se je oblekla, ne? To bo nekdo, ki mu je, ki pač se je oblekla, se je važno, da se je oblekla, ne? Nekdo, ki mu je ful važno to, ki ima določene standarde, zelo visoke standarde, do sebe bo pa tudi. Ampak ja, greva pa zdaj na, to se mi zdi samo pomembno, misli, vplivajo na čustva in čustva vplivajo na vedenje. Vedenje pa potem vpliva na rezultate. Tako da s tem, ko reprogramiramo svoje misli in tudi sami sebi damo dovoljenje, da recimo iz tega jaz sem ok, ko vse naredim popolno, da jaz sama sebi rečem, v redu je, če je dovolj dobro.
ne, vsaj na določenih področjih, da spustim malo tega pritiska, bom doživljala druga čustva, se pravi, moje razpoloženje bo drugačno in bo tudi moje vedenje drugačno. Tako da ta povezava se mi zdi izjemno pomembna, no, da se tudi razume, ker lahko, ne vem, če lahko še s čim vplivaš na kvaliteto svojega življenja kot z svojimi mislimi. In ne moreš pa spreminjati svojih misli, če se jih ne zavedaš. Tako da je to pač prvi korak, da začnemo poslušati, kako se sploh pogovarjamo sami s sabo. In od tam potem dalje. Ok. Pol sva rekli, kaj bi? Pogum. Lahko izbereš. Izbiram med pogumom pa samozavestjo, ne? Tako. Ajde, deva pogum najprej. Samo ena zelo preprosta definicija poguma in sicer, kaj delajo pogumni ljudje, njih je tudi strah, samo oni vse naredijo. Pač tvegajo, se izpostavijo. Si dovolijo biti ranljivi. In kdaj se jim to obrestuje? Kdaj pa ne? Ampak tudi takrat, ko se jim ne, se mi zdi, da pogumni ljudje imajo več te razvojne miselnosti in tako, ok, tokrat mi ni ratalo, bom probala še enkrat. Ker kako pa perfekcionist gleda na to, če mi ne rata v prvo, sem za nič. Konc sveta. Je konc sveta, ne? Se sva že prej debatirala. Tudi če nekaj delam prvič, pa kako boš ti že v prvo vse pravilno naredil? In to pa je pol toga miselnost, ne? Toga miselnost se pa zelo fiksira na rezultat. Ali bom prva, ali bom najboljša, ali pa je brez veze, da sploh probam. In recimo perfekcionisti imajo precej strahu tudi do tega, da ne bodo dosegli teh visokih standardov, kakor so si jih zamislili, in bodo ful bolj zavračali neko priložnost na enem področju, ki jim je novo. Teže jim bo iti izven cone udobja in pol se bojo, to je brez veze, to je kar nekaj, kaj nam je tega treba, naj to kdo drug, jaz zdaj nimam časa. Ne, so v bistvu izgovori ali pa ugovori, kakorkoli, zato, da jaz sebe ne spravim v eno situacijo, kjer bi se potencialno lahko pokazali, da jaz mogoče nisem toliko dobra, kakor bi jaz zase želela verjeti ali pa kakor bi rada dala sliko navzven. Mislim, to je ful kompleksna stvar, ne? Ni zdaj kle sam perfekcionizem, ampak je pač res to ta lastna vrednost, ne? Ja. Strah pred kritiko, Ja. konc koncev, ne? Perfekcionistom je ful težko sprejeti kritiko in se užalijo. Se užalijo, ne? Ker kritika, kdo ti bo dal kritiko? Kdo ti bo dal povratno informacijo? Nekdo, ki mu je mar, most likely, ne? Nekdo, ki mu je mar načeloma. Ker jaz tebe pač, če jaz tebe enkrat vidim, pa kaj me briga, del kar hočeš, ne? Če si ti v mojem življenju, ne vem, kot sodelavka, kot partnerka, kot mama, kot prijateljica, kakorkoli, ja, ti pa dajem povratno informacijo, ker mi je mar. To je prvi pogoj za to, da daš nekomu povratno informacijo. Drugi pogoj je, da ti verjameš, da je oseba se sposobna razvijati. Ker če jaz mislim, da si ti dosegla svoj plato, kaj bom? Ne? Kaj da bi s teni govorila v končni fazi, ne? Pa še sam slab se boš počutila. Skratka, povratno informacijo oziroma konstruktivno kritiko ti bo dal nekdo, ki mu je mar, pa nekdo, ki verjame v tvoj razvoj. In že to je izjemno dragoceno darilo, pa še, kaj mora ta oseba narediti? Jaz se moram spustiti, zavestno se moram spustiti v neprijetno situacijo, ker vem, da tebi ne bo všeč to, kar ti bom povedala. Sam je pa dober za tvoj razvoj. In zdaj, če jaz tebi tega ne povem, nimaš te priložnosti za rast in razvoj. To ti zdaj govoriš iz, recimo, mogoče pozicije nekega vodje. Saj smo vsi na nek način vodje, ne? Saj jaz lahko dajem tudi povratne informacije sama sebi. Sam, kje se zatakne perfekcionistom, eno je, da ne poštekajo tega, da dejansko mi daje povratno informacijo nekdo, ki mu je mar, ki zame ocenjuje, da se lahko razvijam in ki je zavestno šel v neprijetno situacijo, da bi meni omogočil to priložnost. Jaz tega ne vidim. Zakaj jaz tega ne vidim? Zaradi tega, ker jaz enačam občutek lastne vrednosti za kvaliteto svojega dela. In če ti si zdaj najdla, da nekaj v mojem delu ni dovolj dobro, jaz naredim enačaj, je enako, jaz nisem dovolj dobra. In pol ti meni komentiraš delo, kako bi ga lahko izboljšala in razvila in vse, kar jaz slišim, da jaz nisem dosti dobra. In pa se užalim. In pol tebe mine, da mi daš še kdaj povratno informacijo. Ker se bom itak užalila, ne? Ali, ne? Drži. Ne? In tukaj, če se naučimo to dvoje ločiti, ali pa vsaj razrahljamo za začetek,
postane ful bolj lahkotno vse skupaj. In lahko vidiš, da je povratna informacija dejansko popotnica za napredek, za razvoj, da ti nekdo hoče dober. Bom tukaj naredila piko. Pika. Ja, To je bil pogum, to je bil pogum. samozavest. Je pa v bistvu zelo povezana, ne? Ker kako bi jaz, ali pa dobro, daj ti, kako bi ti opredelila, kdo je samozavesten? Tisti, ki verjame vase, kljub temu, da reč, sem spet v neki novi situaciji ali pa pri neki novi nalogi, ki je ne poznam, ampak dam sama se priložnost, sej zmoreš, sej bo šlo, pa tudi, če ne bo šlo, svobod. Ful simpel se sliši, ne? Ja. In jaz bi pa zraven dodala, da v bistvu, kako bi pa ali pa tako bom kar tebe vprašala, kako bi pa po nekih telesnih značilnostih ali pa po neverbalni komunikaciji, Se pravi, drža telesa, kakšna? samozavesten človek se bo držal zravnano, Pokončno. pokončno, Ja, ni ne? tega, ne? In pa seveda tudi glasovno. Ne? Glas se bo Glas upal tanek, izpostaviti. manjši, ali je, jaz to zmorem, ne? Ja, Jaz tukaj sem. tako. Pa tudi očesni kontakt. In ti v bistvu, že ko oseba stopi v prostor, ti lahko oceniš, kje so. Lahko tudi oceniš, a nekdo kompenzira. Kako bi pa izgledal nekdo, ki ima nizek občutek lastne vrednosti, ampak se dela, da ima visokega. No, pač to je pa meni kot nastopač deluje, no, blefer. Ja, kako bi Ja. pa to izgledalo? Ja, jaz kar hitro začutim, da nekdo kukar samozavestno nastopa, ampak težko bi neko specifiko navedla, kot jaz pač gre samo za ta moj občutek, kako nekoga zaznam, no. Kot skozi energijo, no. Ja, skozi energijo, ampak je tudi sedaj, je v bistvu namesto, da je sam pokončno drža, je lahko že rahlo arogantna, imaš ta občutek Arogantna, to je šopiranja, beseda, ja. pa širjenja, ne, tako kot v živalskem svetu, ne vem, dobivam zdaj asociacijo, ne, poglejte me, ne. Ekstra hoče pritegniti pozornost. Samozavestna oseba ne bo ekstra hotela pritegniti pozornost, ampak jo pač bo, zaradi tega, ker je tam, ker je res prisotna tukaj in zdaj in si dovoli biti to, kdor je. In to je, v bistvu je to ful privlačno. Kako se v poslu odraža v pozitivno, seveda, če imaš opravka z tako osebo? Samozavestno. Tako. Jaz mislim, da samozavestne osebe tudi okrog sebe, timu ali pa poslovnim partnerjem dejansko dajo dovoljenje tudi zato, da so oni to, kar so. Že sam s tem, ker jaz sem, pač sem, kakor sem, to sem zafrknila, to mi je ratal, tako nek zdrav balans do vsega, kar se dogaja. Pa si upam tudi povedati in na tak način tudi povabim druge, da si upajo biti bolj avtentični. In jaz mislim, da ima lahko recimo na timsko delo izjemno pozitiven učinek, pa tudi je bolj prijetno z njimi delati, ne? Se pravi, je ful večja verjetnost, da ne vem, te bodo večkrat najeli ali da boš dobil več posla, ker ne vem, jaz če moram zbirati, bom sodelovala z nekom, ki je prepričan vase, ki mi reče, tole absolutno ti lahko deliveram in mislim, da bom dobro upravila. Tole nisem toliko ziher, ampak bom najela enega strokovnjaka. Pa bomo zrihtali isto, bomo raj tako. Raj z enim takim sodelujem, ki mi pove, kaj je, pa kaj ni, kakor nekdo, ja, se bomo potrudili. A se bomo potrudili ali bomo naredili? Ne mi zdaj. Ali pa tudi nočem v nobeno drugo skrajnost, nekdo, ki me gleda v oči, pa mi laže, ja, to bomo naredili, gospa, pa to bomo naredili, pa bomo pa še tole, pa vam damo še 20% popusta na vse. To se meni sam prižgijajo rdeči alarmi, ne. Tako, stari, ne moreš imeti vsega. Mislim, ne moreš imeti vseh skillov. In pač pol postane igra transparentna in valjda ful lažje je delati z nekom, ki ti pove tako, kot je, zaradi tega, ker je sam iskren do sebe, kakor z nekom, ki ali minimizira ali pa maksimizira neke svoje sposobnosti, potenciale in tako naprej. Tako da samozavest je v bistvu direkten odraz tega, je oseba okej s tem, kdor je. A je sprejela tako svoje prednosti, kot svoje
senčne strani ali izzive ali pomanjkljivosti, kakorkoli ćemo temu reči. Tako da, ne vem, jaz sem recimo ful dobra v tem, da aktiviram ljudi, nisem toliko dobra v tem, da spet delam detajle na koncu, razen če so mi ful pomembni. In sem pa ful dobra v tem, da vem, kdo to dela, pa to osebo najamem. Cool. Pa, veš, kaj sem pomislila mes, ko smo se pogovarjali o samozavesti in potem seveda, in pa prej o lastni vrednosti, a ne? Kjeri so razlogi za pomanjkanje samozavesti in ali lahko iščeva v bistvu vzrok v lastni vrednosti ali ne? A je kle povezava ali ni? Lahko se ga krivimo starše. No, itak, to je zmeri najlažje, sam, ker smo že zdaj odrasli, ne? Ne, valjda. Pa ne bomo več tega delali. Ja, tudi, pa se to je zgodba nekaterih tudi odrasli dobi. Zgodba ful pogosta in pol kar sprejmeš eno vlogo žrtve in tako, furaš to do konca. Ne, v eni točki valjda prevzameš odgovornost tudi zase in se je zgodilo, kar se je. Zdaj pa na meni, da obrnem svoje življenje ali pa spremenim tok tega življenja. Tako da, kje bi lahko iskalo vzroke? Kompleksno vprašanje. A veš, zakaj sprašujem? Zato, da bi morda nekdo lahko, ki posluša podcast, našel, a veš, bi šel pogledat nazaj, najdu ta moment oziroma te situacije, ki so se dogajale in si rekel, to je bilo takrat sem bil, ne vem, star 4, 5, 6, se nima veze, zdaj sem pa 35, ne rabim več tega. A veš, da sploh zna locirati. Ja, meni se zdi tudi pomembno, da bi znali to locirati, čeprav, če grem gledati res za nazaj, je v bistvu, če povežemo to tudi z življenjskimi pozicijami, ne, to je en koncept, ki prihaja iz transakcijske analize, so življenjske pozicije. Kakšna sem jaz, pa kakšna si ti. Jaz sem ok, ti si ok, je najbolj zdrava življenjska pozicija, valjda, ne. Kakšna je življenjska pozicija ne samozavestnih ljudi, jaz nisem ok, ti si ok, recimo, ali pa jaz nisem ok, pa ti tudi nisi ok. To sta nekako. Tukaj ful težko prideš kamorkoli. In v osnovi, že ko se jaz rodim, jaz sem nebogljena in sem dojenček in vsi morajo skrbeti zame in jaz pridem v life z izhodiščem, jaz nisem ok. In si potem postopoma gradim občutek lastne vrednosti. In skozi sporočila staršev dejansko dobivam ta občutek, da sem brezpogojno ljubljena in cenjena in da me imajo radi in tako naprej. Sam fora je v tem, da ni nujno, da je vsa ta ljubezen brezpogojna, ne? Ker starši vsem vzgajajo in če boš priden, boš pa to, ne? Če boš pojedel vsa zelenjavo, boš pa dobil še sladoled. Ne? V bistvu je en kup enega pogojevanja zraven. Kar je ok, sam postane pa ful en pomemben moment v vzgoji, da ti naučiš otroka ločiti med njegovo potrebo pa med njegovo željo. Ker tam nekje do 2. leta so skoraj vse otrokove potrebe dejansko pomembne za preživetje, tako da jim starši vsem ugodimo. Pol pa pač se začne že občutek želje, ne, želja je tudi čustvo, kaj bi oseba si želela, kako bi si to želela in ko rečem oseba, mislim otrok in dojenček. In je tudi naloga staršev, da pač seveda ne ugodijo vsaki želji, zato ker za otroka ni dobra. Se že zmeraj spomnim ene situacije, tako iz svojega življenja, iz prejšnje veze, ko je punčka želela čokolado za zajtrk. Ne? Ja. Obviously ne morem tega odobriti, ne. Jej seveda to ni bilo všeč, sem postala zelo jasno mejo, pač čokolade za zajtrk ne bo, lahko karkoli drugega. To je čist bil konc sveta, ne. Tako, okay, kako bom zdaj to pohendlala. In sem jo pustila, da je izrazila svoje čustva in svojo jezo in nestrinjanje in frustracijo, ampak čokolade ni dobila. Ne. Potem, ko sem malo pomirila, sem šla pa pač do nje in sem ji razložila, da ne bo dobila čokolade, zato ker jo imam rada. In sem prav počakala, da je dojela, kaj hočem. Zato, ker te imam rada, ne boš dobila čokolade. Ker čokolada ima posledice take in take in take. In sem pa razložila, kakšne posledice ima. Tako da nikoli, ko me boš prosila za čokolado za zajtrk, je ne boš dobila. Zato, ker te imam rada. Lahko pa greš zdaj z mano, pa si pač pripravlja karkoli drugega,
ne vem, jajčka, kakšne muslije, jogurt, sadje, ampak čokolade pa ne bo, nikoli. Ne? In je bila zelo jasna meja v smislu neke discipline, pa ful sem hotela jasno dati vedeti, da jaz kot osebo jo imam rada, to vedenje oziroma njena želja pa pač se ne bo ugodila. In tvoj občutek lastne vrednosti pa želje, ki ti jih izpolnimo, ni isto. Tako da kdaj se ti bojo želje izpolnile, kdaj se ti ne bodo, radi te imamo pa v vsakem primeru. In tukaj je mogoče tudi permisivno vzgojo, starši ne postavljajo toliko jasne ločnice, ampak pač otrokom dajo in potem otrok to tudi med sabo poveže in v nadaljevanju svojega življenja ne znam ločiti tudi med tem, da je povratna informacija v smislu konstruktivne kritike v bistvu dobro namerna, kljub temu, da je težko slišati in da to ne odraža, koliko sem jaz vredna ali pa koliko jaz nisem vredna, da to, da mi nekdo izpolni željo, ne pomeni, da sem jaz kaj manj vredna ali pa kaj več vredna, pač nima nobene veze. Ta separacija je fajn, če se zgodi v otroštvu. Ja, ampak se mi zdi tako čisto iz vsakdanjega življenja, pa z ljudmi, ki se srečuješ, pa konec konca tudi sama sabo, ki se ukvarjaš, ukvarjamo, da se zelo velikrat in pogosto znajdeš v vlogi otroka, odreagiraš, te nekaj strigira ali kakorkoli. Se pravi, tudi posledica tega, da ni bilo v otroštvu to pravilno razmejeno. In potem vse stvari enačeš in vlečeš nase. Precej lahko tega. Lahko da je bilo tudi v otroštvu čisto ok, ne, da nam bo zdaj sam na staršem. Ampak recimo, temu se reče regresija. Pač greš v vzorce vedenja, ki si jih imel tudi v otroštvu. Jaz sem imela prejšnji teden eno tako situacijo. Nekaj ni bilo po moje, tako kot sem si želel. Sem kar z nogo po tleh, da sem izrazila to svojo frustracijo. Tako, kaj pa je? Ja, jaz bi to. Ja, ne moreš tega imeti. Ne? Ok, cool. Gremo dalje. Tako da ni nujno, kdaj se pač, ne vem, zatečemo k kakšnemu, ne vem, cepetanju ali pa k joku ali pa k neki drugačnemu izraženju oblike frustracije. Sam, ko hitro znaš to tudi sprocesirati, pa kako se to pa poveže s tvojim občutkom lastne vrednosti. Ker meni se zdi, eno čustvo bi bilo še fajn nasloviti, ker ga ti tudi v uvodu omenjala, to zaupanje pa dvom. Kaj lahko tudi osebe naredi? Lahko sistematično gradi samo zaupanje, ker bom potem bistveno manj dvomila, ker zaupanje je nasproti dvomu oziroma dvom je nasproti zaupanju. Je pa fajn vedeti, da imaš 3 vrste zaupanja. Katere? Zaupanje v dobronamernost, zaupanje v sposobnost, pa zaupanje v doslednost. Dobronamernost v tem smislu, da je zadaj nek dober namen in da se to čuti in da se to prepoznava. Ne vem, grem na trening in mi moj trener reče, da pač imam 20 sklec za narediti. Ni mi prijetno, čutim pa njegovo dobro-namernost. Ali pa povratna informacija, ki so jo prej omenjali. Ni mi prijetna, čutim pa, da je dobro-namerna. Ja, in to je en gradnik, ful pomemben gradnik zaupanja. Ker čim imaš ti dvom v dobro-namernost ali sebe ali druge osebe, že pada celoten koncept zaupanja. Pol je ta sposobnost. Ali sem jaz sposobna zdaj to speljati? Ali jaz to zmorem? Ali z tega ne zmorem? A drugi to zmore, a drugi tega ne zmore. Tudi če smo v kontekstu poslovnega okolja, ne vem, zaupanje v vodjo, a je sposoben speljati to, kar je rekel, ali ne. In obratno. In je dvom tudi enako funkcionalen kot zaupanje. Recimo, da sem jaz vodja, pa da pride pač nek novo zaposleni, valjda, da bom na začetku dvomila v njegove sposobnosti in bom večkrat preverjala, bom pogledala, a vse štima, dajala več povratnih informacij in potem, ko se bo to zaupanje zgradilo, ga pač pustim, da dela. In potem se pa lahko pojavi nova vrsta zaupanja ali dvoma, doslednost. To, da si ti mene ful dobro naučila ali pa da sem jaz tebe ful dobro naučila nekaj narediti, še ni dovolj. To je treba zdaj konsistentno delati. In enkrat, dvakrat ti recimo ne delivraš na tem nivoju, kot so bili mi dve dogovorjeni, kaj jaz začnem? Spet dvom. In te začnem spet malo preverjati.
In tako kot imamo lahko zaupanje ali dvom do druge osebe, isto imamo lahko do sebe. In to je recimo tudi en fajn moment za razumeti, tudi za krepitev občutka lastne vrednosti. Je pa ponavadi tako, da če imaš veliko nezaupanja vase, ga imaš tudi do druge. Ja. Ja. Ker projiciramo. Ker projiciramo. Ne? In tudi, recimo, če imam jaz dvom do sebe, pa tudi, če ti narediš zdaj eno lepo stvar, ne, kaj zdaj ona hotela s tem, to je nek trik. Ne? In dvomam. Ne? Ampak spet funkcija dvoma je, da se pa jaz probam zaščititi. Ne, se dvomijo v osnovi, vsa čustva so funkcionalna, s strahom in z jezo na čelu. Ne? Vsak ima svojo funkcijo, zato so funkcionalna. Zato nikoli ne govorimo, o pozitivnih pa negativnih čustvih, ker vsa imajo funkcijo in so a priori pozitivna. Niso pa prijetna. Ne, niso pa prijetna. Tako da kvečemo delitev na prijetna pa neprijetna. Pa je bistveno več neprijetnih, ne? Če greš gledat. Spet, tako kot negativnih misli. Ne? Ja. Tako da zato sem prej, ko sem se predstavljala, kdo sem jaz kot Sabina, sem umestila tudi prijaznost na 3. mesto, ker prej ni bila. Prej sem bila ful stroga do sebe in tudi moje recimo delavnice, coachingi, predavanja so bili tako cak. Pa še zmeraj jaz ohranjam to strukturo, kdaj recimo zdaj si kar upam povedati, da ne vem, danes nimam dobrega dne, danes dobesedno vse, kar sem se dotaknila, je šlo maloro, tako da srečna nam na tej delavnici. Ne? In se v bistvu udeleženci nasmehnajo in me začutijo kot človeka in pa tudi oni, kakšni od njih, jaz tudi danes nimam dobrega dneva. Vse tako, dajmo, bomo skupaj, ne, pač. In je čist drug nivo dela, kot če jaz pridem tja pa kot en stroj vse oddelam. Kar sem nekoč delala, priznam, ne. Sam s tem, ker sem postala bolj ljubeča in prijazna tudi do sebe, sem postala tudi ljubeča in bolj prijazna do drugih, do udeležencev. Se prej bom opazila, danes pa nekaj nisi, ne? Kaj je? In mogoče mi tudi oseba, ne vem, ne bo povedala, ali pa mogoče bo povedala, pa bo rekla, ja, si prav zaznala, danes nekaj nisem ta prava. Prav, kaj rabiš danes? Rabim eno kavo, pejci jo iskat, pa pred pa nazaj. Pa kaj? Kada, ne? Vsi na koncu sveta. Pa še zmeri bomo dosegli rezultat, samo mogoče ne bo tako popoln kot prej. Ker prej sem bila tudi jaz bolj fiksirana na rezultat, zdaj sem bolj fiksirana na proces. In to je ta biti fokusiran na rezultat. Toga miselnost mora biti tako, moramo to pa to pa to. Biti fokusiran na proces je predvsej bolj razvojna miselnost in mogoče na tak način pridem celo dlje, kakor sem s togo miselnostjo. Seveda bolj prijetna. Bolj je prijetna, bolj je nežna, pa predvsej bolj te motivira, ne, da ostaneš zraven na dolgi rok. Tako da otroci, če jih opazujemo na začetku, vse bi probali, ničem ni neroden, 100-krat padejo, pa še enkrat ostanejo, pa še enkrat, dokler ne shod, ne, pa pol bo neko drugo veščino si najdejo. Proba, gre. Kar je pa ful zanimivo, se pravi, pri 5 letih, recimo, da ima večina to razvojno miselnost, ko začnejo hoditi v šolo, tam nekje 10-12 let, ta procent drastično pade. Ker jih tudi s šolskim sistemom se mi rigidno obdelujemo. Zelo rigidno obdelujemo, zelo rezultatsko usmerjeno tudi v končni fazi in se ve, ne, kjer ocene so dovolj dobre, kjer rezultati so dovolj dobri. Jaz sem bila druga na krosu, zakaj nisi bila prva, ne? Veš kaj, se sprašujem, zakaj so recimo pogosto tisti, ki so zelo uspešni, pa treba reči visoko produktivni perfekcionisti, zelo nagnjeni k temu, da imajo ta pač občutek, da so prevaranti, da niso dovolj dobri, da niso tako dobri, kakor jim drugi pripisujejo, da so dobri. Ja, dajva njih vprašati. Ja. Ne, mislim, fora je, zakaj pridejo do tega uspeha. Lik zaradi tega pridejo do tega uspeha. Mimogrede, da naci zdaj misli, da je sindrom prevaranta nekaj posebnega. 8 od 10 ljudi ima sindrom prevaranta. Pač jaz ga imam na enem področju, recimo, zdaj sem 2 leti nazaj začela plesati Brazilian zouk. Pač en ples lahko. Nisem reči, kaj je to? Kaj je to? Pač en ples v paru, v glavnem zahteven. In prav samo sebe sem zaznala, da v procesu učenja jaz kar sami sebe, ja, to bi ti zdaj že mogla znati. Ne vem, plešem z nekom, ki je
obvisli boljši od mene, glede na to, da sem šele začela in naredim napako in jaz kar še par osmic naprej, ne, ker že plešava se ukvarjam s to napako. Pa tej, spust, kaj je že bilo, kaj je mim, ne. In sem ugotovila, koliko samo sebe v bistvu dajem v en box in pa sem tako, ok, Sabina, zdaj pa dosti. Progress not perfection, come on. A lahko uživaš v tem procesu postajanja vedno boljša? Ali moraš biti že prvi dan, kaj si začela imeti totalno nerealna pričakovanja, ne? To je to, že v prvem mora biti ful dobro. In ja, sami sebi sem dala dovoljenje in ful bolj uživam v procesu, ampak zakaj zdaj to delim? Zaradi tega, ker kljub temu, da imaš vsa to znanje, še zmeri si človek in še zmeri si ti te stvari dogajajo in pojavljajo. Tako da je okej, samo dajte prepoznati, pa spustiti. Raven to je v bistvu nasvet takšnim, ki imamo občutek, ja, da se nam po domač povedan, bom grdo rekla, serije. Ja. Uživite. Ali pa pač najdeš nekje drugi razlog, zakaj ti je nekaj uspelo. Zato, ker pa une ni bilo, pa sem bila jaz pol med boljšimi. Pač vedno najdeš nek razlog, nikoli ne daš, oziroma redko daš pripišeš sebi zasluge za uspeha. Se pravi, rešitev bi bila, da v tistem momentu, ko začutiš, da ne zmoreš sprejeti neke pohvale, ki si jo dobil, kot kad ti nekdo čestita uspeh, ali dosežek, ali karkoli, da to začutiš in si rečeš. Takrat drugi osebi rečeš hvala, Ja? to se da natrenirati. Ja? Ja. Fake it till you make it, ampak Ne, sam hvala. Saj sem to, ker dostikrat grejo perfekcionisti v odpisovanje, se ni bilo nič takega, si to bi vsi zmogali in tako naprej. Ne? Natrenira se, da rečeš hvala. To je to. Brez da bi zraven komentiral, kaj pa nisi dobro naredil. To za začetek. To, kar si pa prej govorila, je pa v bistvu notranji pa zunanji lokus kontrole. Ne? Zunanji lokus kontrole jaz pripisujem zunanjim okoliščinam, atribucija, no? Pripisujem odgovornost ali pa vzroke za to, da mi je uspelo. Ali pa notranji lokus kontrole sebi pripišem. Bom rekla, odgovornost za to, da mi je uspelo. Tako da tudi to je ena taka super nasvet ali pa tehnika. Še ena tehnika bi bila, da se spomnim na svoje pretekle uspehe, kaj vse mi je do zdaj že ratalo, da to ni zdaj naključje, da zdaj, če mi en projekt ni ratal, ne pomeni, da je konec sveta, ker mi je predtem 50 projektov ratalo. A to pa ni nič vredno. A ne, da se spomniš v bistvu na svoje zmage. Fajn je tudi, če si postaviš mejnike. Fajn je, če imaš to mantro, progress not perfection. ta bo zagotovo Ta je, posod. ful je, ker pol enkrat reprogramiraš se, ne, in ti pol, če jaz to, ne vem, 100-krat si povem na zavestnem nivoju, bo moja podzavest to posvojila in bo večkrat mi dala dovoljenje za to, da pač sem okej, tudi če nekaj nisem dobro. Torej, lahko na to navežem tudi to zavlačevanje. Lahko. A ne? Ker zakaj bi zavlačeval nekdo? Ja, glih zato, ker dvomiš v to, da si dovolj dober, da ti bo uspel. Ja, dvomiš v svojo sposobnost, ne? Pol pa, ja, ali pa ne veš, kje bi se lotil. Ja, ali pa hočeš tudi to, ja, tudi ta part bi rada raziskala, ali pa hočeš, tako kot smo prej v perfekcionistih govorili, a ne, da je takoj ta prvič že perfekt. A ne. Ja. In ko veš, da ne more biti. Ja. Zavlačuješ, s tem, da sebe spravljaš še pod večji stres, zaradi tega, ker to vrstno zavlačevanje ti tudi odvzema energijo. A ti jaz nekaj zdaj iskreno priznam, ker sem se ukvarjala že pred tem, a bom to povedala danes ali ne, in zdaj čutim, da je prav, da povem. Daj povej. Lej, to je danes 23. epizoda. Jaz imam še vedno vsakič znova strašno tremo v navednicah, ker tremo si verjetno vsak razlaga drugače, ampak jaz to tremo razumem, kot to, moram to speljati super. Ne, želela bi si perfekten, ampak zdaj že sama sebe malo blefiram, da ne rečem, da mora biti perfekten, ne, pa rečem, moram dobro speljati. Ja. Mindset pa še ni čist tam, ne. Ampak, lej, in ko sem šla ven iz tuš kabine, mi je na ploščicah tako spodrsnil, da bi preletela orang, če me ne bi v marca pred mano ustavila, oziroma noga, ki se je zabila golen v marco, da sem se ustavila. Res? Vse zvezde sem videla, ampak kaj ti hočem povedati je to, da sem videla, tako je začela modrica ratvati, sem rekla, mogoče me bo pa toliko noga bolela,
da bom jaz danes to današnje snemanje prestavila, zaradi tega, ker tlele v tretje nadstropje peš, pač ne bom mogla. A vidiš, tolikrat se dobim v različnih situacijah, da bi nekje en zunanji vzrok poiskala, zakaj nečesa ne bi. Da tudi še nekaj drugega, kar sem zložila skupaj, je, da če ne bi jaz možu, ki je v bistvu financiral nakup opreme, obljubila, da bom snemala vsaj 2 leti, bi jaz sama v tem projektu že zdavnaj odnehala. Raven iz tega strahu, ali bo dovolj dobro. Tako da je mogoče da imamo včasih tudi odzunaj nek support system oziroma neko osebo, ki se on ne da me preganja, ne, on je celo bolj ljubeč do tega mojega priganjanja oziroma me bremza, ne, ampak saj veš, kaj hočem reči, no. Ja. Imela sem samo eno misel, ki hočem s tabo deliti, to, ki si padla, pa cel ta diši na samo sabotažo. Itak. Ja, ker doskrat, veš, pol sami sebe ustrelimo v koleno, zato, da bi imela razlog, zakaj ničesa ne gremo narediti. Se tukaj strah, da nam bo dosti dobro. Ja, pa recimo še en koncept, ki lahko koristi ljudem, dovolj dobro, koncept dovolj dobro. Tudi recimo, ko imam, ne vem, to-do listo, stvari, ki jih imam za narediti, sam, ne vem, označim zvezdico une stvari, ki res morajo biti perfekt. Ok? Ostale pa naj bojo dovolj dobre. In da si lepo nastavim, kaj pomeni dovolj dobro, koliko časa okvirno za to rabim, si nastavim lepo, ne vem, 45 minut, prvo si nastavim 45 minut časovnik in po 45 minutah neham z delom. Ne še 2 uri pol tisto glancam, ne. Ker me itak čakajo še ostale stvari. Ampak it's good enough, just send it. Ker je tudi ful lažje dobiti povratno informacijo na nekaj, kar ti nisi spedenil do konca. Najprej si komentirala, da si prebrala tudi ta moj odlomek iz knjige, ne, ker zdaj pišem knjigo na temo driverjev in mi je ful challenging, zaradi tega, ker nikoli nisem pisala na način, da razvijam karakterje, da ni pač akademsko, strokovno delo. In ker vem zdaj vse to, sem prvo zgodbo napisala na 80% in sem rekla, zdaj jo dam pa ven ljudem, naj jo preberejo, naj mi zdaj dajo povratno informacijo, ker vem, da če jo bom jaz spila do konca, tako kot sem si zamislila, pa mi bo pol nekdo komentiral, ne bo padlo na plodna tla, ne. Zdaj, ko pa je na 80%, sem pa ful bolj pripravljena sprejeti inpute, ljudje se počutijo kot del tima, so kreirajo, to zdaj, če prevedem malo na organizacijsko okolje, je ful boljš, zaradi tega, ker potem več sodelovanja pride do izraza, dobim inpute sproti in je lahko končni izdelek dejansko boljši, kot če bi jaz porabila še 1 uro pa pol ali pa 2 uri, zato da bi to pripeljala na popolno. In je ta koncept it's good enough, ali pa če že damo v te mantre progress, not perfection, done is better than perfect. Ja. Ne? In sproti spravljaš stran, ne? In v ozadju pa pol vedno to, če povzamemo vse te tehnike, v ozadju imajo to, da samem v sebi daš dovoljenje. V redu je, tudi če ni popolno. V redu je tudi, če je z napakami, v redu je tudi, če je moja bluza malo pomečkana, v redu je tudi, če moja hiša ni pospravljena, ko pridejo gostje. V redu je. V redu je tudi, če moje poročilo, ne vem, nima oboje stranske poravnave in urejenega vseh slovnic. V redu je, če ne bom imela popolnega javnega nastopa. V redu je, če ne bom, ne vem, imela idealnega partnerja, tako kot sem si ga zamislila. V redu je. Ker je v redu. Kaj pa ta zunanji tak podporni sistem, ali kako temu lepo rečete? Podporni sistem se mi zdi kar taka fajn je imeti pol prijatelje, ki te tako malo vse v redu. Zaupi mečkan več, ne? Veš, kaj opažam, recimo v tej svoji branži, v kateri delam zadnjih 10 let, ne? Se pravi ta lepota in to. Da dejansko velika večina deklet se srečuje z istim problemom oziroma z isto težavo.
fotografiraš svoje delo, ker seveda rezultati so tisti, ki prodajajo, ne? Ampak potem to sliko ali pa ta video maltretiraš toliko dolg, ja, se je smešen, ampak res to počnemo, a veš? Ja. Toliko dolg jo obdeluješ, obračaš, ne vem, kaj vse delaš z njo, da na koncu dobiš občutek, to je itak, ni dosti dobro. In Jaz tega ne bom- pol sploh ne objaviš. Potem sploh ne objaviš. Veš, mislim, to imaš lahko, ne vem, 50 fotk enega uča, samo desnega, ne govoriva o levem. Ne? In zdaj mi reči, da od 50 ena ni dosti dobra za objavo, ampak to delamo. Veš? In ko se pogovarjam z njimi, pač vse imajo isti problem. Se pravi, ta nasvet, Perfekcionizem, ja. 80% je top, ne? Ja. Kira od teh je najboljša? Ali pa 10 minut imam zdaj, da se odločim, kira od teh je najboljša. Po 10 minutah, ne vem, bom eno izbrala in to bom objavila. In to se zmerim sama sabo, roka, spel. Sam spel, ne. Sejtek večina ljudi ne bo opazila razlike. That's the thing. Ker to gre tako 3 trepalnice, mogoče niso pod ta pravim kotom slikane, ja, veš? Ja, To so res detajli. Vem, mislim, mi je všeč, recimo, da je moja računovodkinja, da ima delovni stil bodi popoln. Mi je tudi všeč, da ima moja vizažistka to. Ne? Mi je všeč, da imajo ljudje to, ampak pač, kje je meja? Ne? Kje je meja? Tako da je fajn, da pač je nekdo, ki je usmerjen na podrobnosti, je nekdo, ki je organiziran, je nekdo, ki je natančen. Ful rada delam s takimi ljudmi, zato ker se na njih lahko zaneseš. Ne? Ker kakovost dela bo pa na ful visokem nivoju. Mogoče ta punca ne bo imela 10 strank na dan, mogoče zdaj pretiravam, bo imela 5, ampak unih 5 bo pa skozi k njej hodil. Tako da je trade-off med tem, ampak ne bo pa noben k te prišel, če ne bojo vedeli zate. No, to je to. To je to. In potem se bremzaš in ne daš na ogled svojega dela, ker kaj bojo pa rekli, moj bog, to ni dosti dobro. In v bistvu ne moreš rasti. V smislu obsega posla. No, to je pa pol ta pogum, ne, do katerega prideva. In da si dovoliš biti ranljiv. Ne. Pa se kaj je najslabša stvar, ki se bo zgodila? Pač nekomu ne bo všeč tvoja slika. Jaz to ful rada vprašam. What's the worst thing that can happen? A preveč govorimo o angleščini na tem podcastu? Jaz mislim, da te bojo čisto vsi popolnoma razumeli. Kaj to sem zdaj pomislila? Kaj je najslabša stvar, ki se lahko zgodi? In pa v bistvu, vidiš, da ni nič tazga. Ja, prav, ne? Pa spel, ker jaz sem imela isto vprašanje tudi zase, ko sem šla, ker sem spisala to zgodbo in sem tako, a res bom zdaj to poslala. Pa kaj je najslabše, kar se zgodi? Da ljudem ne bo všeč, pa bom vsaj to vedela, preden porabim še toliko ur za pisanje cele knjige. A mi ni boljše vedeti zdaj, kakor potem, ko sem že 500 ur noter vložila. Veš, kaj je meni zanimivo? Zelo dolgo nisem razumela v navednicah zares tega koncepta sam začni. Ne? Ker se mi zdi, da pogosto zavlačujemo tudi zato, ker se nam zdi v bistvu naloga ali pa cilj preobsežen. Kompleksno, ja. Kompleksen in ne veš sploh, kako se lotiti in potem, kar odlašaš in ne narediš. V resnici je pa že moment, ko prvo stvar narediš, steče. Ampak verjamem pa, da obstajajo mogoče neka navodila, če tako rečem, kako se nekih kompleksnih neke kompleksne naloge lotiti, da se ne ustrašiš. Mislim, si ne rečeš, jaz sem se ustrašil, ampak začneš dvomiti vase, a jaz to zmorem, a jaz to znam. Kako pristopiti k eni res taki kompleksni zadevi? Razbiješ na majhne koščke. Ja. Razbiješ na majhne koščke, to bi bil pač najbolj tak simbol odgovor. In s tem, ko razbiješ na manjše koščke, potem dobiš obvladljivost. In potem rečeš, ok, ta prvi košček, zato da to naredim, je potrebno narediti to, pa to. In jaz imam ful rada tudi en sistem Kanban metode, to do, doing pa done. In potem za ta prvi sklop si lepo naredim post-it listke, vse jih dam pod to do, vzamem enega, ga dam v doing, in začnem delati na njemu. In ko ga dokončam, gre pod dan. Kdaj je kakšen listek kot doing tak, da rabim inpute še od drugih in pač ga prestavim malo nižje dol v
tem stolpcu in vzamem en drug task. In tako sistematično prenašam listke iz ene strani na drugo in že sam to, da sem naredila strukturo, da sem spisala te taske pač po post-it listkih, mi da en občutek, da jaz zdaj to obvladujem. Ja, je veliko dela, je veliko listkov na tej strani, pa to je samo šele prvi sklop, ampak vem, kaj za narediti. In vse, kar lahko delam, je one thing at a time. Ker najslabša stvar, ki si jo lahko naredimo, je to, da zapademo v to, da delaš eno stvar, pa zraven razmišljaš še o drugih stvari in pa nisi ne tukaj zraven, ne tukaj zraven. In pa ni nekega rezultata in pa se ti zdi vse skupaj kot neko Sizifovo delo. Tako da, one thing at a time, to naredi, gremo dalje. Tako da jaz bi bila ful pristaš tega, da najprej, ko imaš ta občutek overwhelming, kako je to? Ja, jaz tudi nisem našla slovenske besede, ne boš verjela. Je pa res, da nisem v translator dala. Jaz sem sam po svoji glavi iskala. No, upam, da gledalci najdete, če najdete, good for you. Ampak ti s tem, ko strukturiraš zadeve in zapišeš, sam ka sebe pomiriš. To je vedno ful dober občutek, ker dejansko se ni nič kaj veliko spremenil, nič od tega že ni bilo narejen, sam ti si naredil strukturo. In to je za vse, sploh pa za perfekcioniste, ful pomemben moment, ker zdaj, ko jaz enkrat imam strukturo, lažje organiziram stvari, lažje imam potem zadeve, vsaj te, ki jih imam lahko pod kontrolo. In je avtomatsko boljši občutek in pol greš eno stvar naenkrat in kar bi se mi zdelo še pomembno zraven, da se sproti tudi nagrajuješ. To je tudi ena stvar, na katero radi pozabimo, ker je pač samoumevno, da nekaj naredim. Ja, ni samoumevno, lahko pa bi najdel 500 izgovorov, zakaj se to ne da, zakaj je to težko, zakaj so drugi boljši in tako naprej. Ampak nisi, In zdaj, ne vem, narediš eno stvar ali pa dve zadevi ali pa mogoče dokončaš cel sklop, kako se boš nagradil? Ker point je, da narediš še ostale sklope, kar pomeni, da moraš na nek način vplivati na svojo motivacijo. Na to pa res pozabljamo. Ni pravila glede nagrade. Jaz se spomnim še, ko sem pisala doktorat, ko sem ga pisala ob delu. Jaz sem se pač o 5 zjutraj zbudila in sem ga do 7 pisala, ker sem bila najbolj sveže glave. In pa sem že tam nekje 7:15, 7:30 pojedla Mozartovo kroglico. Ker Mozart mi je bil tak virtuoz, v tem smislu tudi vrhunski pri svojem delu in to je bila pač moja nagrada. Pa se mogoče komu zdi fulno, 7:30 pa že ješ čokolado, tam je pa prepoveduješ. To si ti zdaj rekla. To sem jaz zdaj rekla, ker sem zdaj videla vzporednico, ampak ni se dogajalo v istih časovnih obdobjih. V glavnem, to je bila pač moja nagrada in potem, ko sem tudi dokončala kakšen sklop, sem si prvo šla ali masažo ali pa da sem šla v nek spa. V glavnem nekaj, da bom motivirana, da dokončam, ker ni mehna stvar za narediti. In jaz sem imela ta kanban v bistvu tako po oknu zložen. Na tej strani pač trokrilno, to do, doing, done. In jaz ti ne znam razložiti zadovoljstva, ker sem ga imela, ker sem predstavljala te listke, pa valjda so se ti listki v eni točki se pa tudi odlimajo, pa poletijo to. Meni je bilo, sem ga pobrala, sem ga dala pod dan, Tako mi je prinesel nek občutek zadovoljstva in accomplishmenta. In to sprotno nagrajevanje ful pomembno vpliva na to, da se počutiš, da si nekaj naredil. A veš, to zdajle si mi dala odgovor na nekaj, kar sem se dolgo časa sprašvala. Jaz preden sem šla v zadnjih 10 let sem v tem beauty svetu, prej sem bila pa 17 let v marketingu. In ko sem jaz začela delati s strankami v salonu, meni je bila, veš, kaj mi je bila največja razlika med prejšnjim in zdajšnjim delom in poklicem? Hvaležnost. Hvaležnost stranke in pa v bistvu takojšen rezultat, ki ga ti vidiš. Se pravi, rezultat ti je lahko njeno zadovoljstvo in pa pač denarno nadomestilo. V tistem poslu prej ne morem reči, da je kaj veliko hvaležnosti. Faktura tja, nimaš tega povratne informacije. Nimaš te take iste povratne in instantne povratne informacije. Ja, tako da kako bi lahko recimo tudi dosegali to, da se ima oseba bolj rada? Lahko tukaj še kakšno, ker kaj je to občutek lastne vrednosti? Kako bi jaz lahko sebi dvigala lastno vrednost?
da samo sebe pohvalim. Mene je, ko sem pisala ta doktorat, takrat sem imela še cimro in me je slišala, ker sem očitno povedala na glas, bravo, Sabina, to si pa ful dobro naredila. Ne? In je prišla do mene, tako, a ti sebe več tako pogosto pohvališ? In jaz ne razumem, kaj misliš. Je kar si se pohvalila? Ne, pa ne. Sploh nisem slišala, ampak jaz sem tudi sebe že do te mere natrenirala, da je to postal moj nezavedni mehanizem. Ker pač predtem pa sem porabila čas in investirala v to, da samo sebe pohvalim. Bravo, ful, to si pa res dobro naredila. Kako si odreagirala v tisti situaciji, to si res lahko ponosna na se. Zakaj bi rabila čakati povratne informacije od drugih? To je recimo ena strategija, kako lahko dosežem, da se mi dvigne občutek lastne vrednosti. Ne vem, to, da se tudi pogledam zjutraj v ogledalo, pa da si povem, da bo danes ful dober dan, da danes bom pa čisto rasturala na, ne vem, temu predavanju, ali pa da bom pa 100 strankov toliko dobro oddelala. Ker če bom jaz verjela vase, se bo to tudi poznalo na ven in bom več posla dobila in bom bolj samozavestna in več, ko bom imela tudi potrditve od zunanjih, bolj bom tudi sama sebe verjela in je pol ena taka pozitivna špirala navzgor, ki jo lahko jaz štartam doma, zjutraj, s prvo mislijo, s katero se zbudim. Ne tako, spet, ne. Tako, kaj mi bo današnji dan prinesel? Kako si lahko danes naredim, da mi bo res dober? Ne? In to je ta ljubezen do sebe, ne? In tudi recimo skrb v tem smislu tudi za svoje telo. Meni se zdi to ful pomembno. Raj, kot da bom naredila še eno nalogo, bom danes, raj bom naredila dihalne vaje ali pa raj bom naredila vaje raztezne. Pač nekaj za sebe, nekaj za svoje telo. Take male stvari, ne? Omenila si dihalne vaje, to me zdaj seveda zanima. Ja. Delaš vaje kot za sproščanje? Ali za osredotočanje? Pa se oboje. Takrat, ko smo sproščeni, smo dejansko najbolj osredotočeni. Ne? Kakor če sem jaz zdaj, a bo ta podcast dober, kaj me bo zdaj vprašala? Kako bo to zdaj izpadalo? Dobro, to zadnje lahko izrežete. Ne, ker če bom jaz sproščena, pač bom povedala, kar bom povedala. Zdaj, mogoče jim bo všeč, mogoče jim ne bo všeč, se jim ne rabi biti vse všeč, ne? V končni fazi. Mimogrede, to me spomne. Tudi na eno stvar, ki jo povem na začetku delavnic, zaradi tega, ker vem, da znam, je del moje vloge tudi to, da sem zahtevna, pa dosledna pri tej svoji zahtevnosti, pa znam posledično biti tudi naporna. In takoj že skomuniciram, kaj je del moje vloge in da jim ne rabim biti všeč. Jaz vam ne rabim biti všeč, vi mene ne rabite imeti radi. Rabite pa biti na podlagi tega izobraževanja boljši. To je moja vloga. Tako da, če sem vam vmes všeč ali pa če vam nisem všeč, mi je dosti vseeno, ne. Se je zgodilo kdaj, da komu nisi bila všeč? A veš kaj, že sam s tem, da jim to povem, sem jim po moje všeč. Tako, nje pa vseeno, veš. Kjera carica, ne. Ne vem, ni, 100% sem komu stopila na živec, ne. To vem. Samo to je spet del moje vloge. Ne? In šele takrat, ko sem jaz kot trenerka oziroma kot coach, kot psihologinja sprejela sebe, tako, cool si, tako, kot si, si na poti razvoja, tako kot mi vsi, imaš stvari, na katerih hočeš delati, ok. In zdaj sem tukaj. In je ful osvobajajoče, kaj enkrat dosežeš to stopnjo in pa tudi skomuniciraš z drugimi, ker je to je ljudem tudi prijetno, ne, ok, ta je avtentična, je kdor je. Vežeš se, ne? In se ful lažje povežeš, ne, in je to precej bolj zanimivo, kot če pač prideš pa se delaš, da si nekaj drugega, da si nekaj, ne vem, posebnega, nekaj več vrednega, to valjda ne pritegne ljudi, ne. Eno vprašanje imam še zate. Nisem ti odgovorila na te dihalne vaje, ne? To je pa tako, coach v meni. Se bi te poluk na koncu vprašala, kako konc. Dihalne vaje, veš kaj sem imela pa ful odpor na začetku do dihalnih vaj. Tako, kaj mi zdaj tega treba, pa se itak znam dihati, pa sem pa v bistvu gotovila, da ne znam dihati. Da sem plitko dihala in si nisem delala usluge na tak način in s tem, ko pa delaš dihalne vaje, pa ful sproščaš tudi svoj parasimpatični živčni sistem, to je ta
za sproščanje in si ful lažje kreativen, ful lažje delaš stvari, boljše ideje imaš. Tako je čez nekaj drugega, tako da mi je te dihalne vaje so me potem pripeljale do tega somatskega gibanja, tako da zdaj delam tudi razne vaje za telo, za sproščanje telesa, za uravnavanje leve pa desne strani, ker valjda je ena bolj razvita kot druga, pol se tudi v telesu se valjda poznajo določene travme, potlačena čustva in vse to, ki jih na mentalnem nivoju sploh ne moreš niti dostopati do njih, tako da mi to postaje ena ful zanimiva sfera coachinga, somatski coaching in kako povezati in telo tudi skozi gibanje, skozi dihanje, ker res lahko ene stvari sprocesiraš ne samo na mentalnem nivoju, ker glava da blokado, ker pač to je funkcija obrambnih mehanizmov. In potem skozi telo, skozi en drug kanal, pa lahko dosežeš še tiste dodatne premike, ki so potrebni, da se pa tudi v glavi stvari zgodijo. Tako da bi ful priporočila vsem dihalne vaje. Res. Pač 5 minut, pa 5 minut. Da znaš sprostiti svoje telo in tudi takrat, ko si najbolj v krču, ko kreiraš največ pritiska sam nase. Je to res nujno? A je lahko dovolj dobro? Lahko. Ok, naj bo. In se energija zamenja, ne? In se zamenja? Čez zdaj se je, ki si tole naredila. A res? Ful je. Ja. Mogoče Res se čutim. A ja? Res. Iz umirjenosti greva spet nazaj v produktivnost. Ok. Veš, pogosto slišim, nimam časa. No, se to pauzo bomo zrezali, ne? Se imaš čas, kar da je. Ja, pogosto je nimam časa. Veš kaj, jaz bi te pa povabila, da to pauzo pustiš noter. Glik zaradi tega, ker je cel podcast o perfekcionizmu in pač je dovolj dobro, so what? Pač nisi se takoj spomnila vprašanje, koga briga, ne? Ne. To je ful bolj zabavno. Kaj, da se ne spomnim vprašanja, ampak izbiram besede in pol včasih mi malo počas procesor dela, se mi zdi. Odlašaš, a veš? Ja. Okay. No, vidiš, odlašam, ja. Ja. Ampak si v redu, jaz te še zmer povabim, da pustiš noter. Prav, ajde, sprejmem izziv. Ker sem si zadala, veš, nedolgo nazaj nalogo, da vsak dan naredim eno stvar out of comfort zone. Ok. Ja, tako da, to je to. Okay, to je to za danes. Bomo to pustili noter. Čeprav živno, da nisem skenslala snemanja, dve dobri nalogi. Dober dan je. Da se vrnem nazaj na to, kar sem hotela vprašati. Pogosto je največji problem v navednicah, seveda, pri nas je, seveda, mi moramo objavljati, kazati rezultate svojega dela. Ne govorimo o lepotni industriji, ali pa o frizerjih, se nima veze. Pač svoje storitve prodajaš na ta način. Najpogosteje skozi objavljanje na družbenih medijih. Ne? In seveda, če si naštiman ali na perfekcionizem, da nič ni dosti dober, ne delaš dosti, ali pa druga stvar, nimam časa. Nimam časa teh objav pripraviti in splanirati. Kako bi se ti recimo lotila dresiranja nekoga, ki bi s tako težavo prišel? Koliko časa pa imaš? To bi bilo prvo vprašanje. Koliko časa pa imaš? Itak je baza, ne? Ja, itak je brez veze, nimam časa. Isto malo časa, ne? Sam pač ti ga nočeš tja investirati. Pa tako povej, ne? Ali pa najam nekoga. Mislim, jaz recimo ne maram objavljati. Ne? Zato sem te tudi danes prosila za slikce, ker mi je pač sodelavka, ki pa to dela, ker jaz sem eno najela. Ka pač boš zaslužila malo več, pa boš dala to nekomu zadelati, ker meni res ni. Raj bom napisala nek članek, raj bom vse drugo bom raj, ne? Če tako skrač. Nekako mi ni, ful mi ni. Niti mi ni naravno, niti se ne spomnim. In zakaj pa ne bi najela nekoga, ki je dober v tem in ga to veseli? Zakaj ne bi tega naredila? Pač kako, ker se gre za vprašanje tega, kam pa jaz lahko investiram svoj čas, kje so moje prednosti, kje so moje veščine in jaz bi to naredila. Skratka, nekomu nekaj gre, zakaj pa ne bi
najela nekoga, pa bom jaz ta čas, ki bi ga sicer porabila za živceranje in odlašanje in vse izpeljavo tega in potem kritiziranje same sebe, ne, 4 ure na dan. Zakaj pač ne najamem nekoga? Pa v tistih 4 urah jaz naredim nekaj, kar bo generiralo dodano vrednost v tej meri, da bom lahko pokrila to osebo. To je recimo ena strategija, druga strategija je, koliko časa imaš, kaj lahko narediš v tem času, napiš si par idej, kjer od teh idej se ti zdi najboljša, ok, spel, naredi si plan in pa se ga drž. Torej, začni. In done is better than perfect. Vedno. Ne? Pač še zmeri, če sem jaz tvoja potencialna stranka, jaz prvo moram vedeti, da ti obstajaš. Kaj pa te cene? Cena je ful povezana z osebno vrednostjo. Ja. Kaj je, urnik poln, ali pa ne vem, nekdo, ki dela projektno, pa dela, ne vem, z računalnikom doma, se nima veze. Pa ve, da bi lahko več zaslužil, oziroma da je delo, ki ga vlaga in kvaliteta dela in rezultat, ki ga dostavlja, spet sem hotela reči provider, Se bi te razumeli, baje. Da je vredno več. Ampak ne upa pa se izpostaviti, da želi, ne vem, več zaslužiti, oziroma da želi povišati ceno. Sam je logika zelo simpel, ne? Ali boš več delo, ali boš pa dvignil ceno. Se strinjam. Kaj ti je ljubše? In po določenem času, ne, ko si dokazal sebi, drugim, komorkoli si že mogel dokazati, da pač lahko kakovostno upravljaš svojo storitev, ljudje bodo pripravljeni plačati več, zaradi tega, ker hoče dober rezultat. Ali pa pač ne. Strah zraven. Če govoriva o, ne vem, salonskem delu, stranka bo šla drugam, zgubil bom, ne bom imel več toliko dela. Kakor kera, je pa sej, hvala Bogu, da ne boš imel več toliko dela, ampak boš razliko pokril z tem, ko si dvignil ceno. Zakaj si dvignil ceno? Zaradi tega, ker lahko v najbrž krajšem času dosežeš boljši rezultat. Ne, jaz sem imela tudi sama sabo ta dialog, ampak jaz v bistvu na leto kar precej investiram v sebe in v svoj razvoj in to zdaj že 20 let, da valjda, da sem dražja in zato se ne bom opravičevala. Pač nekdo, ki bo hotel kakovost, me bo najel, nekdo, ki bo hotel, da je narejen, bo najel nekoga drugega. Saj trg je velik. So ponudniki in naročniki takšni in drugačni. To si zelo dobro rekla. Nekdo, ki bo hotel, da je narejen kakovostno, ali pa nekdo, ki mu je sam pomemben, da je narejen. Ja, pač ne bo mene najel, zagotovo me ne bo najel, ker se mu ne splača, ker ne razume, kaj dobi. Ampak to, da ti jaz znam dober narediti, pa tudi mogoče ad hoc, to pomeni, pač to ni zaradi tega, ker to je posledica tega, da sem toliko časa investirala vase. A veš, kdo mi je dal to lekcijo? Še ko sem delala na Zavodu Y, sem delala en success story z enim inovatorjem, ki je eni firmi v roku parih dni dostavil rešitev, ki so jo oni hoteli, matrali so se pa predtem kar nekaj časa. In mu niso hoteli toliko plačati, kot so bili na začetku zmenjeni. Zakaj? Zaradi tega, ker je on to tako hiter je tako naredil, da to je bilo valjda tako enostavno in da to zih ne more biti toliko vreden. In niso poštekali logike, zakaj on to tako hiter in uspešno naredil, ker je strokovnjak na svojem področju, ker je več kot 10.000 ur investiral v to, da to zmore. Okay? In kaj se on iz tega naučil, pa pol tudi delil z mano, pač Sabina, jaz vsem lahko tako hiter, zaradi tega, ker mi je jasna problematika, pogruntam rešitev, pač, ker mi je zanimivo reševati tudi nek kompleksen problem. Ampak zdaj sem se naučil, da pa imam to pol v predalu 1 mesec, pa jim pošljem čez 1 mesec. Moš verjeti. Ja. Ker ljudje ne znajo ceniti. Ja, it makes sense. Ja. Ampak določeni naročniki znajo ceniti. In pač valjda hočeš s takimi sodelovati. Si nočeš, da ti pride v salon ena, ki bo za 50 € hotla totalno preobrazbo. Ja, sorry, ljubica, ne bo šlo. No, mislim, malo para, malo muziki. Sabina, če bi mogoče zaokrožila, zdaj, ko sva tukaj
problematike oziroma situacij dali že ven. Ne? Kako pravzaprav nekomu, ki je to poslušal in ki se najde v večini ali pa v parih, samo v primerih, kakšen nasvet mu dati, kako se lahko loti, da zaokrožimo, vmes je bilo že ful enih rešitev, seveda. Kako se lahko loti tega, da se začne zavedati svoje lastne vrednosti, da niha dvomiti toliko vase, da si dovoli iti probati, tudi vedoč, da ta prvič absolutno ne bo tako popolno, kot bi si želel, da je. No? A je rešitev res samo v tej prijaznosti do sebe, in razumevanju, in tako kot sva že preden smo začeli snemati, smo imeli debato o samospoštovanju. Kako bi lahko to zaokrožili? Kar se tiče lastne vrednosti, že sam to, da si bil rojen na ta svet, si spoštovanja in ljubezni vredna oseba. Pika. Nič ne rabiš dokazovati, nobenih potrditev ne rabiš, v redu si, že sam zaradi tega, ker si v redu. To je zaokrožitev. In pa vse ostalo, kar narediš, je pač tvoje delo in ne odraža tvoje osebne vrednosti. Pač boš nekaj, kdaj boš naredila boljš, kdaj boš naredila slabš. V redu je, dokler pač se tudi trudiš, da delaš vedno boljš. In da ne stresiraš samega sebe in ne povezuješ v bistvu kakovosti svojega dela za svojim občutkom lastne vrednosti, ker ni potrebe. Ni potrebe. Sam zaradi tega, ker si že vreden. Pika. Vse ostalo je bonus. Sem dober zaokrožila. Ja, ker je v bistvu že s tem, ko to narediš, vse ostalo. Ja, ker spustiš. Ker ne rabiš se pol nobenemu dokazovati. In zakaj to vem? Zaradi tega, ker sem šla skozi proces dokazovanja. Sem tako, pa komu se jaz dokazujem? In pa sem dojela sami sebi. Ja, zakaj? Zakaj? Ja, ampak sem mogla iti ta proces čez. Tako da, če boste od tega podcasta karkoli vzeli, skrajšite si ta proces. Ste že dovolj dobri. Vedno lahko napredujete. A ne bi bilo na nek način ful žalostno, da bi jaz pri 35 dosegla plato svojih življenjskih sposobnosti in svojega potenciala. Kaj bom pa delala? Jaz sem si dala plan, da bom do 105 živela, veš. Kaj bom delala v ostalih 70 let? Se ti pravim, zamenjaš profesijo, da greš nekje spet iz nule, veš. Ja, se po moje bo kaj tazga. Ni potrebe. Ni potrebe. Tako da sproste se. Bi priporočila kakšno literaturo še posebej ali pa, ne vem, kakšne tečaje, vaje za tiste, ki bi se še malo bolj želeli poglobiti v to temo? Ti delaš samo s poslovnimi partnerji ali delaš tudi coaching z... Delam tudi coaching s fizičnimi osebami. V bistvu najbolj mi pride na pamet spoznati te driverje, se pravi ta nezavedna prepričanja, o katerih so govorili, mogoče rešiti ta vprašalnik. Pač imam platformo, na kateri sem potem posnela te videe in lahko rešite vprašalnik, pa si pol pogledate. Kje to najdemo? Level Up. Po moje, če greste sam po Google, levelup.si, je slovenska spletna stran. Lahko. Upis podcasta. To pol je pa tam tudi povezava na samo platformo. Na platformi so pa potem različni programi. No. Ta driver bi se mi zdel zanimiv, ali pa mogoče nestresna produktivnost, kako dosegati dobre ali pa odlične rezultate z manj stresa, z manj truda, s tem, ker v bistvu sama sebi dovolim določene stvari. Drugače mi pa na misel prihaja ta Fixed and Growth Mindset, razvojna miselnost od dr. Carol Dweck. Mislim, da bi to perfekcionistom koristilo v tem smislu, da razumejo, kakšne koristi prinaša razvojna miselnost, kakšne prepričanja pridejo zraven. Dovolj. Ja, glih sem hotela reči, že to je dela zdaj za najmanj pol leta. Dovolj. Lahko si pa za začetek sam nekdo napiše,
kakšne so moje prepričanja, kako jaz vrednotim tudi svojo osebno vrednost, pa pogledam, kaj sem tam napisala, pa tako, a je to zame funkcionalno? In če odgovor ne, najte si eno drugo prepričanje, ki je bolj funkcionalno in vsakič, ko sem v neki situaciji, da si to rečem, ok je, če bo kakšna napaka. Sprejemljivo je. Ali pa, ne vem, progress not perfection. Ali pa done is better than perfect. To, da se na vsake toliko spomnim, pa se pa bom postopoma tudi reprogramirala. Tako, ampak mora pa postati to neke vrste navada, ne? Da pa postane navada, mora imeti pa dovolj ponovitev. 2 vprašanja imam zate še. 2 zadnji vprašanja, je Okej. to možno? Po zaokrožitvi. No, povej. Ne, zadnje vprašanje je vedno enako. Ne? A ja? In sicer bo v bistvu tudi danes zadnje vprašanje, Ok, se pravi pred zadnjo zdaj? ampak bo pred zadnje. Lej. Aha, ok. Ni bil v planu, ampak mi je vmes zdaj padel. Če bi se ozrla nazaj, kaj bi rekla, kaj je bil tvoj low, pa kaj je bil tvoj high na tvoji karierni poti? Mogoče bo to zvenelo ful čuden, ampak jaz bi pod enega od svojih high momentov dala trenutek, ko sem dala odpoved na prejšnji službi, ker sem prišla do zaključka, da preprosto ne morem spoštovati vodstva, ki dela z ljudmi na tak način. In nisem imela backupa, valjda sem staršem potem povedala, ne? Ampak sem tako, ne, stari ne, jaz raj bom doma pa gledala gor v strop, kar nisem, ampak raj bom to, kolikor da sem tukaj in grem kontra sebi. Ne. To bi dejansko dala pod good, zaradi tega, ker iz tega se je pol urodilo to, da sem šla na svoje. Pod low bi pa dala ta moment, se pravi nekje pol leta po tem, ko sem odprla svojo firmo, ko sem pretiravala z delom, ko sem se še dokazovala. In sem samo sebe pripeljala do te točke, da sem pomislila, da imam še eno delavnico in mi je bilo slabo. Ampak sem jo vseeno delala. Sem šla, pač nisem hotela razočarati naročnika, ampak koliko sem jaz šla takrat kontra sebi, tako, pa kaj ti ni jasno. In koliko sem v bistvu tudi samo sebe izčrpavala sistematično, pa zakaj? Tega ne bi nikoli več naredila. To se mi zdi, da je bil low moment, ampak sem tudi za njega hvaležna, ker zaradi tega low momenta sem pa potem šla v to, kaj boš ti zdaj, draga Sabina, naredila, da do tega več ne pride. In pa sem si postavila varnostne mehanizme, tudi podporno okolje, pa tudi sama sabo sem se zmenila in dogovorila določene stvari, od katerih pač ne bom odstopala. To. In zdaj se bo zadnje vprašanje v bistvu ful dobro usedlo na to, kar si povedala. Če bi lahko izbrala en trenutek v svojem življenju, ki bi ga v celoti podoživela, kaj bi to bilo? Joj, teh trenutkov je pa ful. Ne rabi biti iz posla, karkoli iz tvojega življenja. Kaj ti prvi pade na pamet? A veš, kjer mi prvi pade na pamet? Ker smo šli na, mislim, ni bil prvi, bilo jih je precej, ampak tega bom zdaj izbrala. Ker smo šli skok iz letala. In ker sem bila na robu, sem tako, zakaj bom zdaj skočila iz ne vem kolikih metrov. In pa sem pa skočila in je bilo the best. Še nikoli se nisem počutila toliko živo, kakor v tistem trenutku, ko sem mislila, da bom kar umrla. Hudo. Res. Tega bi zbrala še enkrat. Dobro, pa šli smo tudi z avionom tam, v Bovcu sem šla, tako da smo videli vse te gore, pač gore so mi, narava mi je itak sploh. Ampak ja, ta moment,
Kaj, ampak takrat sem bila itak že pripeta tudi na tega svojega, ne vem, inštruktorja ali kako se mu reče. In ko sva pa dal skočila, ful dober. Res, in polka prideš dol in ti šopa tista adrenalin, tako, wow, I'm so alive. No, tega bi zbrala, po mojem, še enkrat. Wow, čestitam. Hvala. Sabina, imeli smo res, se mi zdi, tak zanimiv, poučen pogovor in upam, da bodo tisti, ki so se prepoznali ali pa prepoznajo koga drugega v njem, povabili k poslušanju še koga, ne? Ker se veva, da sharing is caring. Tako da dajte deliti. Tebi pa še enkrat hvala za danes. Z veseljem. Hvala za vabilo. In hvala za nagrado, ker vem, da si jo že pripravila. Hvala pa tudi tebi, ki poslušaš. Tokrat ti predlagam, da si podcast predvajaš še enkrat in vzameš zraven še nekaj zapisati. In narediš vse tiste vaje, ki so se vmes pojavile. Predtem pa lahko klikneš tudi na tisti gumb Naroči se. S tem mi daš vedeti, da ti je bila vsebina všeč, zanimiva in da naj nadaljujem v tej smeri. Hvala.